Intoleranten sem na bullshit. Pozor, vsi kaut strokovnjaki za prehrano, ki rečejo, ne jej belega kruha. Z nami v studiu je človek, ki vas bo demantiral, in sicer prehranski svetovalec, ki se nahrani tudi z lajki na Instagramu, in to je Jernej ali Jernej Ogrin? Jernej Ogrin. Jernej Ogrin. Pa, 100-krat sem podmotil. Jaz se Lisa hoče reči, že vnaprej se opravičujem za vsakeč, ko se bom zmotila, ampak oprosti. Jernej, kaj si jedel danes za zajtrk? Klasično vprašanje. Itak. Jedel sem tisto, kar jem skoraj vsak dan, tako da vsejne kosmiče z beljakovinami v prahu, zamrznjene borovnice, zamrznjene jagode, pa arašidovo maslo. Okay, oziroma arašido namaz, ker to ni maslo, to je namaz. Kaj je razlika? Ja, maslo je maslo iz mlečne maščobe, ne? Ok, torej se ne reče arašidovo maslo, kot smo vsi mislili, ampak arašidovo Ma ga mažeš? namaz. Ma dejansko ga tam tako Ga namažeš. To je namaz, če ne bi bil mas. Ampak za pogovorne namene maslo namaz, potato potato. Gre skozi. Ja. Kako da si se lotil teme prehrane, glede na pač današnji čas, je kar delikaten, kar se tega tiče. Mislim, tako je ogromno strokovnjakov v navednicah, kot na vseh ostalih področjih. Kako? Zakaj prehrana? Zdaj, ko razmišljam, v bistvu, ko sem se odločil, da se bom lotil prehrane, je bilo to še malo manj delikatno, kot je zdaj, tako da postaja vedno bolj delikatno. Lotil sem se pa zato, ker sem videl že takrat, koliko je enih misinformacij, nekih deljenih mnenj, ljudje ne vejo, kaj je prav, kaj je narobe, kaj sploh jesta, ne. O hrani povprečna oseba nima pojma, v bistvu, ne. In jaz sem šel v to, kakor jaz bom pa zdaj tisti, ki bo ljudem olajšal, povedal, kaj ja, kaj ne, kaj lahko. In dajmo reči, da recimo, da mi dokaj okej uspeva. Trenutno. Mislim, da ti kar dobro uspeva. Mislim, ja. Glede na odzive na Instagramu. To je subjektivno mnenje, to morate vi povedati. No, nam se zdi, da ti odlično uspeva. Ne samo dobro, ampak da ti res odlično uspeva. Ja, če ne bi bil tu. Res, Kaj bi klicali enega, da pride, razumeš? Ne, tako smo poklicali nekoga, ki se spozna. Kako pa so tvoji starši, predvsem verjetno mama, če ti kuha, ali neki sorodniki, če rad hodiš k njim na kakšno kosilo, kaj takega, ko rečeš, veš, to pa ni tako dobro, to ni tako zdravo. Kako reagirajo? A veš, da dejansko ne delam tega? Lik zato, ker jaz ne dregaš v osje gnezda. To pa ne govorim o hrani kot dobro, slabo, zdravo, ne zdravo, ampak a veš, če jaz jem cel teden tako, kot bi mogel, v narekovajih, ne, torej pestro, uravnoteženo, hranilno bogato, pa grem potem na kosilo k mami ali pa kamorkoli, kjer ni čist tak obrok, kot bi si ga jaz doma naredil, a bo res ta obrok izmed 50 obrokov v dnevu definiral, a bo moja prehrana zdrava ali ne. Ja, ne bo, a ne. To je tolažba za vse tiste, ne, ker on tega ne podpira, cheat day-a, ti ne podpiraš tudi cheat hrane, ne, ker obstaja. Obstaja samo hrana. Ja. Vidiš? Ja. To je v bistvu tolažba za vse tiste, ki ste si privoščili na pustni torek, pustni krov, če ste imeli hrano urejeno, tisti krov. Kaj pa, če si privoščil več pustnih krofov za pust? A tako kot jaz, recimo. Tudi zase. Mislim, tako je, ne, krop je sladica, tako kot je sladica torta, pa kremšnita, pa sladoled, pa whatever, ne. Če je to nek majhen del prehrane, kaj pa zares bo, lahko nam prinese nekaj veselja. Ni pa zdaj dobro, da jih pojemo 16, 4 dni od četrtka do nedelje, takrat, ko je pust, samo zato, ker je pusta, ne. To nobenemu ne bi priporočal, ampak če je pa to krop, pa 3, whatever, na tem obdobju, ja, okej. Pač poskrbi, da osnova prehrane štima, pojej krop in danes ne boš več jedel krofa. Veš, kaj mislim? Ja, jaz to razumem, malo težje to razumem na današnji četrtek, glede na to, da smo po pustu, po Valentinovem in je četrtkov jutranji intervju, mi smo že napovedali detoks. 40-dnevni post. A se kdaj udeležiš, bi lahko temu tako rekli, 40-dnevnega posta za kakšno stvar? Iskreno ne. Okay. Mogoče ne, glede hrane, kaj? Ja, pa mislim, saj ni nujno, da je hrana, ne? Ja, ampak v bistvu se za nič tega ne udeležujem, zato ker z ničemer tudi v preostanku leta ne pretiravam, recimo, tako da ne rabim zares neke pauze. Pa tudi ne rabim samemu sebi dokazovati, a se lahko 40 dni držim brez nečesa, ker kaj imam od tega zares. Meni osebno to ne pomeni veliko. Zdaj razumem pa ljudi, ki se lotijo tega, ne vem, 40 dni brez alkohola, brez sladkarij, brez, ne vem, Netflixa, brez scrollanja, tega mindlessly po TikToku in tako naprej, ne. Ok, cool, bravo, ampak zame trenutno to ne vidim nekih ekstra koristi.
Dobro, nadaljujemo četrtko jutranji intervju, že takoj po tem hitu z nami Sophie Tucker in The Knox One on One. Dobro jutro! Jutro. Četrtko jutranji intervju One on One, Sophie Tucker in The Knox. Na Caprisu z nami pa Jernej Ogrin, se bomo strenirali na Jernej. Koliko časa se v bistvu že ukvarjaš s prehranskim svetovanjem? S svetovanjem se ukvarjam, mislim, da v 2018 ali pa 2019. Torej pred COVID-om si nekako začel? Pred COVID-om sem začel tako dokaj počasi, recimo, oziroma dokaj majhnem obsegu, potem pa med COVID-om in pa po COVID-u se pa s tem 100% časa ukvarjam. Zakaj pa misliš, da se ljudje odločajo za tvoje nasvete in za nekoga, ki ima pa že dlje časa v bistvu neko izkušnjo v tem? Dobro vprašanje. Mislim, ti imaš program Zadnja dieta, je tako? Tako da mogoče zakaj se ljudje odločajo ravno za tvoj program? Ker vemo, da na tržišču, na trgu je tega sedaj ogromno, vedno več se mi zdi, ne? Tako da zakaj tebe? Jaz sem šel torej z ekipo smo šli v kreacijo tega programa z namenom, ne bo to res zadnja dieta, ki jo nekdo rabi, ne pa da ima vsak teden, vsak mesec neko novo dieto, ker prva ni delala, grem zdaj na drugo in potem na 10. in 100. zapored. Oblikovana je tako, da se dejansko ti tega lahko držiš na dolgi rok, pa da pri tem ne trpiš, da se imaš dobro, ker prehrana, v kateri se imaš dobro, jo dejansko lahko furaš dolgo časa. In mogoče je to en izmed razlogov, torej da ni nekega trpljenja, odpovedovanja. Seveda je treba sprejeti kompromise, ker brez spremembe ni spremembe, ne? Ampak ni pa to zdaj, ne smeš tega, ne smeš onega, ne smeš tretjega in ostane ti samo voda pa kislo zelje. Torej, mogoče v bistvu dieta v navednicah, dieta. Torej bolj način, kako se prehranjuješ, bolj da razumeš hrano, kaj je. To pa način življenja v končni fazi. Ok, gremo se igrati eno igrico, prav? V 20 sekundah nam povej svoje mnenje o naslednjih temah. Čakaj, štoprce? Okay. Prav, pa štopali bomo, wow. Tega še nisem igral, ko mi čakam. Ok, ajde. Si? Ja, ok, mleko brez laktoze. Zelo uporaben izdelek za tiste, ki imajo dejansko težave z laktozo. Brezglutenski izdelki. Jaz se čutim, da boš dala 20 sekund bliže. Zelo uporaben izdelek za tiste, ki imajo težave z glutenom. Ok, ampak obstaja dejanska intoleranca in na eno in na drugo? Seveda, ja. Zato, ker nekateri prehranski svetovalci, vem, sem parkrat tudi zasledil, zdaj viri, ne vem, če so verodostojni, čisto vsi logično na spletu, ampak pravi, da to ne obstaja. In če vprašaš naše starejše, kakšne, to so samo neke izmišljotine, ti rečejo, recimo. Ne, dejansko so to zelo legit stanje, recimo laktoza, ne. Laktoza je mlečni sladkor, ki je v mleku vseh sesalcev. Lahko mladiči teh sesalcev pač prebavljajo, dokler so majhni, dokler pijejo mleko. Ko odrastejo, to sposobnost zgubijo, ker telo pač, če nečesa ne rabi, to neha delati. Ne? Za ljudi se je pa izkazalo nekoč v preteklosti optimalno, torej boljše, če lahko tudi v odrasli dobi ohranijo sposobnost prebave laktoze, ker jim je to omogočilo preživeti. Ljudje smo bili oportunisti in smo pač jedli tisto, kar smo imeli, da smo preživeli. Ne? In še vedno imamo ljudi, ki lahko laktozo do konca življenja prebavljajo, pa tiste, ki pač ne morejo. Srečni oni. Ampak ni pa nujna, ne? Torej, da mleko pijemo. Tudi otroci, ne? Potem v bistvu enkrat, ko bi lahko rekli, da se nehajo dojiti, potem otroci mleka več ne rabijo, ne? Tako, ja. Bolj mlečne izdelke. V bistvu je tukaj vseeno, ker mleko in mlečni izdelki laktozo imajo, ampak zdaj, a je mleko esencialno za naše preživetje? Po neki točki, ko nismo več dojenčki, ni. Ne rabimo mleka nujno jesti, če želimo biti zdravi ali pa preživeti, ampak je pa zelo hranljivo, zelo koristno, zelo praktično tudi v končni fazi, ker v velikih živilih mleko se nahaja, ne? In če ga odstranimo iz prehrane, kljub temu, da nimamo težav, malo oropamo možnosti za sestavo obrokov, pa veliko manjši nabor hrane imamo. Tako da jaz sem zagovornik tega, da v prehrani ohranimo čim večjo pestrost, čim večji nabor živil, ker tako je enostavno imeti zdravo prehrano. Pri glutenu je torej podobno? Ja, v bistvu še bolj, ampak ne tako, da zgubimo sposobnost prebave glutena. Gluten lahko načeloma od začetka do konca prebavljamo. So pa določena stanja, ki pa preprečijo prebavo glutena in takrat pa je gluten treba nujno iz prehrane odstraniti. Ok, lahko naprej? Greš. Sintetično meso. Sintetično verjetno
Kaj pomeni sintetično? Torej, Laboratorijsko laboratorijsko ustvarjeno meso. To, kar je zdaj sicer vedno bolj popularno. Vedno več se o tem govori, da bo mogoče nadomestilo pravo meso. Ja, in tudi neki poskusi so že, Tako. ampak so to poskusi, ki so trenutno zelo dragi, zelo neproduktivni in totalno daleč od tega, da bi šli na masovno skalo to delati. Tako da mogoče enkrat, ampak nismo še tam. Ok, kaj misliš o steviji? Stevia oziroma en izvleček iz stevije je zadeva, ki se uporablja kot nekalorično sladilo, ne umetno, ker je naravni izvleček, ampak nekalorično sladilo. Namesto sladkorja se ga dodaja v določena živila, zato da se odstrani kalorije v bistvu, pa se jih zamenja z nečim, kar nima kalorij, tako da lahko hrani efektivno znižamo energijsko vrednost in mogoče to lahko komu pomaga pri izgubi telesne mase. Ampak spet, stevia je od teh sladil eno, ki ima najbolj za nič pri okus. Okay. In ljudi ful moti v hrani pogosto, tako da se konkretno pozna razlika med okusom sladkorja in pa stevije. V gaziranih pijačah je katera? Ni stevija, ponavadi kombinacija aspartam in kalijev acesulfam. Kaj si pa o tem misliš? Sukraloza, nisem prepričan. Kaj pa o tem misliš, naprimer o teh sladilih? V količinah, v katerih se nahajajo v živilih, so to varne količine za humano prehrano in ni nobenih ekstra skrbi, če je to vsake toliko časa v prehrani. Tudi če je redno, načeloma ni panike, ampak spet, dajmo ne piti v ekstreme, pa ne piti samo Coca-Cola Zero namesto vode, ker to za nikogar ni verjetno. Torej enkrat na teden? Nobene panike. Ni panike. Ok. Margarina? Moderne margarine, to, kar imamo zdaj na trgu, so dejansko po sestavi ful boljše od masla, ampak je pa pogosto še na zelo slabem glasu, zato ker so bile v preteklosti pa zelo, zelo slabe sestave in je bila margarina v bistvu najslabša maščoba, kar si jih lahko jedu. Zdaj to ne velja več in je sestava ok, ampak spet, a lahko margarina nadomesti maslo po okusu? Ne more. Po prispevku k zdravju, recimo je boljše se odločiti za maslo ali za margarino? Če je maslo neka zelo pogosta stvar v naši prehrani, da na njem cvremo jajca, delamo zelenjavo, mažemo ga na kruh, tlačemo ga v sladice, je boljše nadomestiti ga s kakšnimi manj nasičenimi viri maščobe. Zdaj, ali je to margarina, ali je to olivno olje, ali je to repično olje, samo da ni taka trdna, čvrsta maščoba. Ok, prehranska dopolnila? Ja, takrat, ko je za njih potreba. Ok, ne vem, kakšno prehransko dopolnilo. Vprašaj že ga. Katero je prehransko dopolnilo, ki ga mogoče preveč reklamirajo za dejansko potrebo prebivalstva? Seznam je dolg, ja. Ampak jaz bi tukaj le zdaj izpostavil mogoče vitamin C, kar mogoče koga preseneti, ne? Ampak dajmo si pogledati, koliko recimo kivija je potrebno pojesti za dnevno dozo vitamina C. Tako do 3 kivije recimo. To je to. Poješ 4 kivije, dnevna doza vitamina C. Ampak če poješ še neki paprike, neki citrusov, kakšne druge zelenjave, mogoče si šel gladko že čez in ti to, da daš še dopolnilo zraven, a ima res kakšne koristi? Zelo verjetno ne. Zdaj v obdobju, ko nam malo pade odpornost, ko zbolevamo na pol, lahko mogoče vitamin C v obliki dopolnila naredi tisto razliko, ki bo rekla, ali bo nekdo zbolel ali pa ne. Ampak da bi pa zdaj kar na celo populacijo to predpisali, pa rekli, vsi to rabite, je pa overstretch. Ravno pa sem videla, da si objavil, da zagovarjaš pa jemanje vitamina D. Ja. Ok, še kaj o tem? Vitamin D je pa eno zelo uporabno prehransko dopolnilo, zato ker vitamina D se v hrani ne nahaja veliko. Lahko ga pa sintetiziramo sami v naši koži, pod enim pogojem, če je ta koža izpostavljena soncu. Zdaj, pogledam ven skozi okno, oblačno je, takole približno je že od oktobra, pa še ne 3 mesece bo, ne? Tako da naša koža v tem času dejansko ni dovolj izpostavljena soncu, zato je smiselno dodajati z prehranskim dopolnilom za zdrave kosti, za imunski sistem in za neko splošno zdravje. Torej, vidiš, za biti zdravi bi mogli biti solarni paneli. Ja, to ni, ne. Žarnice, sončno svetlobo. Jernej čips. Jaz ga imam zelo rad. To je ena od onih stvari, ki se, bom rekel, težko ji uprem oziroma težko pojem majhno količino, zato ga nimam vedno doma. Takrat, ko ga imam, pa sem vedno boljši pri tej moderaciji. Je pa vseeno to živilo, ki je pač ocvrto, ful masno, ful kalorično, zelo nehranljivo in je smiselno ga v prehrani absolutno omejiti. Tako kot velja za vsa ta hiperpalatabilna, torej izjemno okusna in nenasitna živila. Čokolino? Nisem fan. Ti ne potegne, ja? Ne.
pa z njim, torej, kot samostojno živilo skupaj z mlekom, recimo, ni lih najbolj uravnotežen obrok. Manjkamo nekaj sadja, manjkamo nekaj beljakovin. Če lahko to dodamo v čokolino, pa lahko dejansko dobimo kar balansirano zadevo. Ok, ampak kaj si misliš o tem vsem, ker mi smo najprej poznali čokolino, pa ne vem, rižolino, pa kaj sem kaj, ampak zdaj je nastalo čokolino fit, čokolino dark, čokolino z umešanimi beljakovinami. Tako, naprimer. Ja. Ok, kaj si o tem misliš? Nekaj je trend, a ne, proteinska živila so vedno bolj trendi. Res je. Ljudje jih pač kupimo. Kaj si misliš o tem, da povemiš to? Še o vsem tem, kar piše gor proteini, dodani proteini oziroma proteinsko bogato živilo. Ja, proteinski puding. Lih to, imamo zelo uporabna pa zelo smiselna proteinska živila. To so tista, ki proteine po svoji naravni poti že vsebujejo. Recimo visoko beljakovinski jogurt. Če ima jogurt samo 3 grame beljakovin na 100 gramov izdelka, pa mu mi dodamo beljakovine, pa jih ima 6 ali pa 8 gramov na 100 gramov, je to kar naenkrat še boljši vir beljakovin, kot je že bil. Zdaj, če imamo pa mi granolo, pa jih dodamo 2 grama dodatna beljakovin na 100 gramov, nismo pa zelo veliko naredili. Tako da imamo bolj in manj smiselna živila proteinska, ampak kar se tiče mlečnih izdelkov, meni se zdi velika večina, pa celo vsi mlečni izdelki, ki so visoko beljakovinski, precej smiselni. Lahko pomagajo pri zadostnem vnosu beljakovin. Še dobro smo ga poklicali, ker vidim, da ful stvari imamo za spremeniti prehrane. Jernej in prehranski svetovalec, poleg seveda Instagram in vsega ostalega omenimo že nekaj več tudi po tem hitu. Blinding Lights in The Weekend na Caprisu. Ni vikend, kmalu bo vikend, danes je četrtek in je jutranji intervju na Caprisu z nami Jernej Ogrin, prehranski svetovalec, ki vam bo marsikaj danes še povedal, pa tudi o hrani. Tudi o hrani, Jernej, povej mi, koliko sam doma kuhaš? Precej. Dejansko vsak dan skuham doma kosilo, torej ali skuham jaz, ali skuha moja partnerka. Pa za večerjo se tudi nekaj ponavadi kuha, ampak zdaj ne vem, to vi povejte, a da odspreš 3 jajca, to smatramo kot kuhanje? Smatramo kot kuhanje. Če se nam užgeš štedilnik, se smatra kot kuhanje. Seveda. Rekreativno. Dvakrat na dan. Mislim, da čim umažeš lonec je kuhanje, tako da je v redu. Če polno umažeš z jajci, tudi to je kuhanje. Ja, veš kaj je dobra stvar kuhanja doma, oziroma priprave hrane doma? Popoln nadzor imaš na tem, kaj daš v obrok, pa koliko tega daš v obrok. Bravo, in to je ravno moje naslednje vprašanje. Za sestavine, ki jih uporabljaš, vedno prebereš deklaracijo. Mislim, sklepam, da verjetno, če isti proizvod kupuješ, vsakič ga ne prebereš. Ja, na neki točki v življenju sem prebral deklaracijo živila, ki ga imam doma, ja. Zato, ker se mi zdi to zelo smiselen način izbire živil, ker tudi za superge, ki sem jih kupil, sem pogledal velikost, ne? Najmanj velikost. Pa ceno. Najmanj to. In pri živilih je smiselno isto narediti, ker imamo, prej pri beljakovinskih živilih, imamo zelo dobre vire beljakovin, pa imamo zelo slabe vire beljakovin, čeprav se mogoče pretvarjajo, da so dobri viri beljakovin, tako da je fino v tabelico pogledati, pa videti, kaj točno se dogaja. Oprosti, Aljaž, si štel kdaj kalorije? Sem. Ok. Mislim, vidiš to kot dober sistem za si uravnati prehrano ali ne? Odvisno, na kakšni točki ta prehrana je, pa kaj je namen za uporabo tega orodja. Ker moramo vedeti, štete kalorije orodje. To ni način za izgubo telesne mase, to je samo eno od orodij, ki ti lahko pri tem pomaga. Ali pa pri pridobivanju, ali pa pri samo tem, da prehrano malo bolj urediš in obogatiš. A veš, nož je orodje, pa se ga lahko uporabi za dober ali pa za zelo nedober namen. To je isto. Lahko se ga uporabi za namen naučiti se nekaj o hrani, moderirati porcije, izvedeti, kaj v obrok prinese ful kalorij in pa ful beljakovin, na primer. Po drugi strani se pa to lahko uporablja za, kako bi temu rekel, obsesirano ukvarjanje s prehrano, kar lahko vodi v motnje hranjenja. Tako da je slippery slope lahko, ampak če se ga pa uporabi s pravim namenom in na prav način, je pa to lahko ful uporabno. Jaz sem mnenja, da bi marsikdo ali pa poprečna oseba v populaciji koristila, če bi se za nek kratek čas odločila. Zato jaz sem recimo en mesec v lifeu skupaj štel kalorije, nikoli več mi ni treba. Ja, ker pač ti je jasno, kaj vsebuje. Ja, logično, ja. Prej so govorila o tem, kaj pripraviš doma. Kaj pa, ko greš recimo s tvojo partnerko nekam v neki pojest? Kaj takrat? Kako takrat, recimo, je neka potreba po tem, da bi pogledal deklaracijo, da bi ugotovil, kaj je noter, kaj povprašaš za tisto dodatno tabelo, kaj vsebuje živilo?
čisto tako, z prve roke. Ne grem toliko v številke, torej da bi prav deklaracije zahteval ali pa vprašal, ali lahko kuharja vprašate, kakšna porcija krompirja je zraven v gramih. To ne, ampak ja, preskeniram meni, pa vidim, kaj je mogoče boljša pa slabša izbira. Ne? Zdaj takrat, ko mi pa res paše neki, pa ko pridem na burger, jaz ne bom vzel najbolj zdravega burgerja v narekovajih, ampak bom vzel tistega, ki mi paše. Če grem na burger enkrat na mesec, ne mi reči, Ja, seveda. da je to zame slaba stvar, če izberem tistega, ki je ok. Zdaj, a grem vsak dan na tako kosilo, itak da ne. Če bi šel, bi se pa potrudil narediti nekaj, da bi ta burger naredil bolj zdrav. Recimo, bolj zdrav, bolj uravnotežen. Okay, ja, Kaj strankam jaz svetujem? Lej, če je neka oblika fast fooda, nekaj, kar je za tvoje kosilo na tedenski ravni 3-krat na izbiro, ker ne gre drugače, daj probi ta burger vzeti brez slanine dodatne, pa mogoče brez sira. Na ta način prešparaš med 100 do 200 kalorij in to se dejansko lahko pozna, če je tvoj cilj izguba telesne mase. Zdaj, burger bo še zmeraj full kaloričen, ampak bo manj kaloričen kot prej. Tako da s takimi... Tudi malce bolj zdrav, malce manj procesiran. Tako, in tudi manj nasičenih maščob bo imel. In s takimi malimi stvarmi se res da full vplivati na prehrano, brez da oseba burger iz prehrane odstrani. To pa ni prav. Ker včasih dejansko ne gre. Nimamo vsi vedno na voljo doma kuhati hrano, pa 16 izbir za dostavo, pa tako naprej. Ne gre vedno tako. Torej, okus še vedno mora nekako prednjačiti pri dobrem počutju in pri dobri volji za izbiro hrane. Torej mislim, okus hrane mora biti tak, da si jo ti dejansko pripravljen na redni bazi uživati. Ker koliko hrane ste v zadnjem tednu pojedali, ki niste marali? Ja, se zgodi. Ampak tako, realno gledano. Ne, valjda gledaš vedno na to, da ješ dobro. In na to ne smemo pozabiti, ker folk se pa potem muči z nekimi stvarmi, ki jim absolutno niso dobre. Take prehrane se ne moreš držati. Veš, kaj mene še zanima, ko si pripravljaš ti solato, kaj z olivnim oljem, ker vsi pravijo, ena žlička olivnega olja ima full kalorij. Kaj pa bučno? Mislim, ja, ne, gledaš ti na to, naprimer, ko si pripravljaš solato, ker to vemo, da je visokokalorično živilo, čeprav je zdravo, ne, torej zdrave maščobe. Priporočaš ti, naprimer, svojim strankam, ki želijo izgubiti telesno težo, namesto olja, daj samo, ne vem, kis in sol. Dejansko toliko daleč ne grem, ampak jim pa priporočam, namesto da greš 4 kroge z oljem. Res, vzemi žlico, odmeri eno žlico na odraslo osebo, zlito na solato, in bo dovolj, obljubim, da bo dovolj. Itak solate ne ješ zato, da ješ olivno olje. Ja, valjda. Mislim, se dala debatirati. Naredi okusno, ampak veš, drugi razlogi so v ozadju. In iskreno imel sem stranke, ki so hujšale samo tako, da so zmanjšale količino dodatne maščobe v prehrani. To je zato, ker ti Aljaž z kruhom na koncu pomažeš v olje, kar ostane. Ampak tukaj je treba vedeti, če nekdo nima problemov s telesno maso, mogoče niti ni nujno, da poje on manj tega olivnega olja. Če pa nekdo hoče shujšati, bo pa to najlažji način, da prišpara kalorije v narekovajih. Kaj pa tvoji glasbeni okusi? Wow. Zdaj, jaz poslušam full širok nabor glasbe, od elektronike do popularne, indie rock, tudi kaj bolj ekstremnega se najde. Slovensko rad zadnje čase, Masaja mi je full ljuba. Okay. To so plus točke. Vemo, kje smo, ne? Ja, valjda. 10 points for your name. Poslušam nabor. Super, in Dire Straits spadajo v to? Seveda. Salto za Swing na Capri, ostanite z nami, četrtkov jutranji intervju se nadaljuje že čez nekaj trenutkov. V našem četrtkovem jutranjem intervjuju danes prehranski svetovalec Jernej Ogrin, ki ga lahko zaslediš na Instagramu s svojimi izredno koristnimi objavami in analizami prehrane, dodatkov in navad. Vse bolj se poudarja o domači, ekološki pridelani hrani, ampak recimo, Jernej, potem mi ne bi smeli jesti manga ali pa banan, kako ti gledaš na to in pravzaprav kaj in kaj ne kupiti? Jaz na to gledam zelo pragmatično. Mislim, da je v prehrani treba biti pragmatičen, torej praktičen. 100 let nazaj je bilo absolutno smiselno jesti lokalno, ker je samo lokalno bilo in tudi samo sezonsko je bilo. Nisi ti mogel iti v Malezijo in iz Malezije vzeti kakava. Mislim, imel si ga, če si imel denar. Zdaj lahko greš ti v trgovino s hrano, ki ti je najljubša, ali oktobra, ali marca, ali julija in tam izbereš od manga, avokada, bučk, paradižnika in tako naprej. Vse imamo na voljo. In zdaj, a je bolje jesti samo tisto, kar je sezonsko in lokalno? Jaz sem mnenja, da ne. Ker je lahko s tem, da izberemo tudi tisto, kar ni sezonsko, pa ni lokalno, naša prehrana bolj pestra. Zadnjič me je na Instagramu ena vprašala, kaj naj jem sezonsko in lokalno od zelenjave po zimi? Ker od kisle repe, kolerabe pa kislega zelja nič drugega ne obstaja.
A vidimo, kaj dosežemo s tem. Efektivno zreduciramo prehrano na zelo nizko izbiro, ne? In s tem tudi zreduciramo vsebnost hranil, koristnih komponent, pestrost in pa tudi nek užitek v končni fazi. Kdo ima zelo veliko željo k vsakemu obroku dati ali kislo zelje, kislo repo, ali pa nekaj vloženega, recimo, kar smo čez dan oziroma čez leto vzgojili pa zapakirali v kozarce. Jaz bom tiho. Zanimivo, ker to je unpopular opinion, ne, dejansko to, da zagovarjaš to, da se tudi je nekaj, kar ni sezonskega, kar ni lokalnega. Sicer prej smo že omenili tvoj program, torej Zadnja dieta. Povej nam malo več o tem, kako poteka. Torej se posvetiš vsakemu posebej, imate kakšno skupino, jim svetuješ glede prehrane, jim narediš jedilnik, kako to izgleda? V bistvu se je začelo kot skupinski coaching, torej vzel sem naenkrat med 10 do 15 oziroma 5 do 15 ljudi, odvisno od polnosti skupine, in jih vodil čez vnaprej napisan program. Od osnov prehrane do izgube telesne mase, sestave obroka, kako si sestaviti obrok, ko si na poti, na delu, vse, kar na prehrano vpliva, smo si tudi pogledali in po 3 mesecih, ko gre ta program trajal, so bili ljudje pripravljeni za neko samostojno pot, za prehrano, ki jo sami lahko menedžirajo. Potem smo pa v bistvu to zapakirali v obliko spletnega tečaja. Torej, to je zdaj sekvenca videov, za katere je mišljeno, da jih ljudje pogledajo v tam 2 do 3 tednih in zvejo vse, kar so prej izvedli v tem skupinskemu coachingu. Kaj je ful dobra stvar tega načina dela, je to, da si vsak sam določi tempo, s katerim bo to delo. Lahko pogleda v 3 dneh, če hoče, lahko pogleda v 3 mesecih, kolikor ima on trenutno sposobnost in kapacitete. In v programu se v bistvu naučiš točno to, kar sem prej rekel. Osnov izgube telesne mase, torej program je primarno mišljen za osebe, ki imajo prekomerno telesno maso in jo želijo izgubiti. Osnove prehrane, izguba telesne mase, sestava obrokov, glavni poudarek, in pa potem vplivi na lakoto in sitost, kako lakoto menedžirati, kako biti večino časa sit in pa tudi kako se naučiti dejansko biti lačen. To, da smo lačni, včasih kdo dojame kot, to je pa najslabša stvar, kar se mi lahko zgodi. Čutim lakoto, grozen. Pa ni spet to grozno, ker najslabša stvar, ki se lahko zgodi, je to, da si malo lačen, pa da boš čez 1 uro jedel. That's it, ne? Ja, to je ni treba takrat v paniko iti. Ampak si se kdaj odločil, da bi se povezal mogoče še s kakšnim trenerjem, ker ti si zdaj osredotočen torej na hrano, da bi potem še s kakšnim trenerjem, ki bi prevzel ta fizični del, torej treninge, ker vemo, da gre eno z drugim v roki, ne? Ja, eno z drugim boljš dela, kot samo vsako posebej. Ja. Nisem razmišljal, da bi se aktivno s tem povezal, ampak spodbujam pa vse, ki ta program vzamejo oziroma ki se lotijo izgube telesne mase na kakršenkoli način, da zraven dajo še telesno aktivnost. Zdaj, če bi se povezal samo z enim trenerjem, je to spet samo en način telesne aktivnosti, ki ga ljudem ponujam, vsem ne paše iti v fitness. To je res. Tako da tukaj raje rečem, najci ti nekaj, kar tebi odgovarja, ker če ti bo to všeč, boš ti to lahko dolgoročno hodil. In samo to deluje. Te je v zadnjem času kakšna izjava o prehrani nasmejala oziroma ti rekla, ok, to pa res tašna glupost, da nisem že dolgo časa slišal. Z tega je sestavljen njegov Instagram. Iz tašnih izjav je Instagram sestavljen. Zelo sveža, kakšna bi bila. To je vedno ful težko on the spot si izmisliti. Lahko naredi tudi kakšen tease za kakšen bodoč video, recimo. To sem zadnjič že uporabil, tako da ne smem. Ampak včasih so kakšne te, če so orehi recimo podobne oblike kot možgani, so orehi koristni za možgane. Fiks. Zdaj tako je, načeloma to. Imajo orehi dejansko zelo koristno maščobno kislinsko sestavo, ki je tudi za možgane lahko koristna, ampak to je nič drugega kot naključje. Kaj z tega potem dobimo? Imamo neke tuje vplivneže recimo na Instagramu, ki rečejo, če boste jedli bikove testise, to je za vaše testise koristno. To bi vsi jedli banane. Naše telo ne deluje tako. In take izjave so, a veš, po eni točki, mislim, iz enega vidika smešne, iz drugega pa tako. Jaz jih dojemam kot smešne, ker so bizarne, ker vem ozadje. Nekdo, ki to prvič sliši, je pa tako. Ja, da logično. Gremo po orehe, ne? Ja. Ampak, a dobiš kdaj v tvoj Instagram inbox, Jernej, poglej ta obrok in ti slikajo, a ti misliš, da je to spedenan obrok? Ker ti fulkrat uporabljaš frazo, torej spedenan obrok. Ja. Te kdo tako, ki pocuka za rokav? Itak, valjda. Ljudi zanima, a veš, Sliki pa Hemendex, veš. Ljudje konzumirajo vsebine, se naučijo nekaj novega in potem hočejo to sami prakticirati. In itak, ko prvič nekaj narediš,
nisi zihar, da si naredil dobro, ali si totalno zgrešil, ne? Tako da slikajo, pošljajo in pol pač napišem, kaj ja, kaj ne. Je pa tako, trenutno imam okrog 35,000 sledilcev in je včasih malo težko na vse te odgovoriti. Ja, tako da niso to zelo izčrpni odgovori velikokrat. Zato imam pa vsake toliko časa naredim tudi namesto tega tečaja, ki ga zadnja dieta, ne, je pa tudi izziv, v katerem se pa lotimo samo sestave obrokov in tam pa ljudje lahko dejansko obroke sestavljajo, jih pošljajo in tam pa res pokomentiramo vse. Čeprav mi moramo povedati, da nam je odgovoril na Instagram, tako da ne, zelo priden. Odgovorim na vse. Odgovori, samo niso pač dolgi odgovori. Včasih mi vzame to malo dlje, ker bi si upal priznati, ampak pač. Veš, kaj me še zanima? Zamrznjena hrana. Kaj si o tem misliš? Ker vemo, da pač marsikdo noče jemati zamrznjene hrane, ker tisto itak brez vitaminov, nič se ne ohrani v tistem. Kaj ti misliš? Kaj ti praviš? Odvisno, o kateri hrani se pogovarjamo. Okay. Zdaj, zamrznjena hrana so lahko marelični cmoki. Gremo, mene, temu popravil. Čevapčič od lanskega 1. maja so še dobri, lahko zamrznjena hrana. So dobri. Ne, gre se, recimo, dozamemo klasično tipo zmrzno zelenjavo, govorimo koruza, grah, brokoli, pa baby korenček, recimo, ki je neka klasična stvar, ki ljudje vidijo, recimo, v zmrzovanju. Neka mešanica. Za mineštro. Tako, okej. Ja, lih to zelenjava pa sadje sta tukaj skupini živil, ki ful izstopata, sploh od vseh ostalih, ampak sploh zelenjava pa sadje, no. Pravilnik oziroma zakon, nisem točno zihar, kaj v Evropski uniji nekako narekuje, da je treba zelenjavo in sadje, ki se jo bo prodalo kot zamrznjeno, če jo danes, k četrtek, odrežemo na njivi, v 24 urah jo je treba zmrzniti. Kaj to pomeni? V času, ko je ona zmrznjena, se ustavi propad hranil, ustavi se kakršnakoli degradacija. In to pomeni, da ko bomo mi to živilo čez 2 meseca, 3 mesece, pol leta, kakorkoli časa odtajali pa pojedli, bo hranilna vrednost taka, kot je bila takrat, ko smo ga iz njive odrezali. Kar je fantastično. Ampak? Ali ni ampak? To je super, ne? Ok, dobro, sem mislil, da rekel ampak. Obstaja ta neka stigma, ta predsodek, kar je zamrzeno je slabo, samo sveže je ok. Ampak če se tega probamo znebiti in na to pozabiti, pa si rečemo, lej, če jaz jem obrok, ki je brez zelenjave, pa mu dodam zamrzeno zelenjavo, a je ta obrok bolj hranljiv? A ima več vitaminov, ima več mineralov? Pa če iz dobrega vira prišla ta zamrznjena zelenjava, verjetno? Exactly. Kaj je alternativa, če torej te zamrzene zelenjave ne uporabljam? Jest manj hranljiv obrok brez zelenjave. Tukaj sploh ni vprašanja. Zdaj, če lahko izberemo večino časa sveže, a je to dobro za nas, seveda, ampak če pa svežega ni na voljo, je pa zamrzeno super. Ok, kaj pa zamrzniti ostalo hrano? Ker prej si rekel, da zelenjava in sadje pri zamrznitvi izstopata. Kaj pa ostala hrana? Izstopata potem, da sta že v osnovi to zelo hranljivi skupini živil. Zdaj, če imamo pa mi zamrzane marelične cmoke, to pa nikoli ni zelo hranljivo živilo, ker je iz bele moke, pa marmelada je noter. To ni ful hranilno bogato. In to, ali jemo sveže ali pa jemo zamrzno, je pač isto. Zato pač ne moramo vse zamrzne hrane metati v isti koš. Zdaj, a je zamrzneno meso manj hranljivo tistega, ki ni bilo nikoli zamrzneno? Odgovor je tukaj ne. Razen, če je bilo zamrzneno toliko časa, da se nam pač potem pokvari, pa da je čudnega okusa, dajte to vrš stran. Ne tega jesti. Ok, hvala za informacijo. Z prve roke, Jernej, hvala. Potem naprej na vprašanje. Zamrznemo to debato za en hit. Jason Derulo, Meghan Trainor z nami. Dobro jutro. Jutro. Jason Derulo, Meghan Trainor na Caprisu v četrtkovem jutranjem intervjuju. Z nami je Jernej Ogrin. In Jernej, imaš zelo lepe objave na Instagramu, to gre pohvaliti. Najprej vprašanje to, ti omenjaš neko ekipo ljudi. Koliko vas je, ki ti pomagajo to v bistvu ustvarjati? Ko sem se odločil za solo pot, smo začeli 3 delati na temu, torej jaz, moja partnerka in še en takratni mentor. Zdaj sva pa samo še jaz in moja partnerka. Tako da to je two-man družinsko podjetje. Družinsko podjetje, ja. Koliko časa pa porabiš na socialnih omrežjih? Preveč, ampak to ni vse delo, to je še doom scrollanje pogosto. Ampak probam se tega čim bolj izogibati. Ampak za eno objavo koliko časa porabiš, naprimer? Za eno takšno za en konkreten video? Ja, več, kolikor mogoče zgleda. Verjamem, nekaj pa, če je dosti dela v ozadju. Recimo, da je video dolg minuto pa pol, torej treba je napisati za video scenarij. Najprej, treba je postaviti content plan za teden, 2 tedna, mesec, kakorkoli. Potem je treba napisati scenarij za ta video. Video posnet, zmontirati, urediti podnapise, urediti opis, objaviti, urediti naslovno sliko, objaviti to, objaviti še storije. Tako da pogovarjamo se o, ne vem,
2 urah za vsako objavo recimo. Konec leta si objavil content plan sliko, ne vem, ali na storijo, ne vem kaj. In tisto sem jaz podobno si naredil, ker sem videl, ja, pa wow, zakaj si ne naredim tudi jaz tako letni plan po dnevih in si zapišem, kje kaj že imam sigurno zafiksiranega in potem še tam dodajam te zadeve, ne. Ja. Tako da vidiš, ne samo prehransko svetovanje, še kakšno drugo. V bistvu smo se iz teh objav, kakorkoli časa že vzamejo, naučili, da tisti, ki nimajo pojma, imajo krpo na glavi ali pa narobe obrnjena očala. Samo da sebi pa znala reči, da bi jih nimajo pojma. Ti pa še žiga, veš? Ti si krajši ostrižen. Je cool. Ja. Od tebe bi, da na prvo žogo odgovoriš na sledeče, kot da so to tvoje Insta objave. Danes sem spil že 3 kave, pa se mi še vedno spi. Pojdi spat. Ja. Verjetno kave ne bojo rešile oziroma dolgoročno tega problema reševale. Okay. Ne jem mesa, ker to je podobno kot v nas z orehi, ali tako da veš. Ne jem mesa, ker ljudje nimamo čakanov kot mesojede živali. Brez komentarja. Ok, tudi to lahko uporabiš, seveda. Nič ni bolj zdravega kot goveja juha. Veliko stvari je bolj zdravih, je bolj hranilno bogatih kot goveja juha, ampak malo stvari pa bolj paše kot goveja juha. Okay. Na nedeljo. Pošten odgovor. Kupujem samo nesladkane pijače, pa se še kar redim. Tvoja telesna masa bo odvisna ne samo od tega, piješ sladke pijače ali ne, ampak od tega, koliko skupno s hrano in pijačo vneseš energije, torej po domače kalorij v svoje telo in pa koliko jih porabiš. Torej treba gledati neto vnos hrane in pijače, ne pa samo enega posameznega živila. In še ena taka za zaključek. Ne verjamem prehranskim svetovalcem, ker jih zagotovo kdo sponzorira. Verjetno jih kdo sponzorira, tudi jaz imam par sodelovanj. Ampak dobro razmislite. Ja. Ampak verjamem, da je težko zaupati v taki poplavi informacij. Vsak se odloči sam, komu bo zaupal, komu bo sledil, ker informacije bo konzumiral. Jaz bi pa tukaj samo neko tako mini opozorilo zelo dobro namerno dal. Če gre prehrana v kakršenkoli ekstrem, mogoče ni najboljša ideja. Tako da gremo ostati čim bolj zmerni, pa se bomo imeli v povprečju veliko boljše. To misliš na tisto obdobje, mogoče, ko so bili LCHF, ne vem, kakšne zadeve? Ja, zdaj je karnivor zelo popularno, torej samo meso, samo jajca se je. Ja, kaj si misliš o tem? Karkoli odstopa od smernic, ponavadi ni okej. Ok, kaj si misliš o tej samo meso? Samo živila živalskega izvora. Tako, ja. Prehrana bo na neki točki postala pomanjkljiva za naše telo. Enostavno v mesu in živalskih produktih ni vseh hranil, ki jih naše telo rabi. Po drugi strani je to še zelo draga prehrana, zelo veliko vpliv na okolje ima in jaz mislim, da za veliko večino populacije to absolutno ni primerna prehrana. Ok, zdaj smo se dotaknili sicer tega, tiste, ki so samo, mislim, ki se prehranjujejo samo z živili živalskega izvora. Kaj pa vegetarijanci, vegani, kaj si o tem pač misliš oziroma kako na njih gledaš, kaj njim svetuješ? Ker verjetno se znajde med tvojimi udeleženci tvojega programa tudi kdo tak. Ja, res je. In jaz tukaj ne delam velikih razlik, torej aj ta program primeren za vegane, vegetarijance ali ne. Ni prav posebej prilagojen za te skupine populacije, ampak vseeno pa vsa sporočila, ki jih jaz dajem v tem programu, so lahko taka, ki jih nekdo pač vzame zase, tisto, kar za njega velja obdrži, tisto, kar ne, pač ne. Vegetarijanstvo in pa veganstvo sta v današnji dobi precej lažja načina prehranjevanja, kot sta bila 50-100 let nazaj. Tako da se absolutno da imeti zdravo prehrano, biti zdrav, funkcionalen, vse štima, ampak je pa treba malo več pozornosti prehrani nameniti, ne? Ker imamo manjši nabor. Ok, kako razumeš intolerance? A si mogoče tudi ti sam na kaj intoleranten in zakaj se sploh pri nekaterih pojavijo? Intoleranten sem na bullshit. Ja! Kar se tiče hrane, ne, na srečo nimam intoleranc, razen v zadnjih 2-3 letih mi gobe neko štalo delajo v trebuhu in jih pač ne jem. Vse ostalo pa načeloma dobro prenašam. Pa na aspirin si rekel? Aspirin, to sem pa prav, ampak to ni hrana, ne? Okay, ja. Ja, dobim prav neko tako čudno reakcijo, zteče mi usnice, zteče mi... Alergičen, torej bolj kot intoleranten, verjetno. Ja. Mislim, tako da ni okej. Nekdo za med zatečene usnice tudi plača, tako da moč lahko porabiš, da Sebi z aspirinom. To ni lepotni nasvet. Ne, intolerance so ziher resnična stvar, a ne? Torej tisti, ki jih imajo, ki imajo potrjene te intolerance, je fajn, da naredijo neke prehrane
prehranske modifikacije. Ker če ima nekdo laktozno intoleranco, pa še zmeraj uživa mlečne izdelke, tiste, ki imajo laktozo, če imaš vsak dan drisko, se nimaš dober. In imaš zelo dobre razloge, zakaj nehaš z laktozo, a ne? Zdaj, če laktozne intolerance nimaš, pa rečeš, ne, laktoza je slaba za vse. Ne. Ja, pač. Ne, kategorično ne. Ok, super. Mogoče še eno stvar, prej, ko ste dali krpe na glavo. Ja. A veste, kaj te krpe pomenijo? Dolgi lasje? Dolgi lasje. Ja, valjda. Ja, torej jaz kratke lase, če hočem biti Majda ali pa Jerneja. ali pa Anja ali pa Jerneja, moram dati lasuljo gor, ne, ker lasulje nimam. Dam krpo. Ok, zakaj vedno ženske? Niso vedno, ampak veš kaj je fora. Ne, imaš tudi unega. Imaš tudi tega, ja. Imaš tudi tega. Tudi ta Fora je sporoča. v tem, da je okrog 80 pa 90% mojih sledilcev na Instagramu so ženske. Več kot 90% oseb, s katerimi delam, je ženskega spola. In je za ljudi to veliko bolj relatable, kot če en tipo govori. Se strinjam. Torej vidiš, je marketing zadaj. Se strinjam. Seveda. Ampak zakaj misliš, da je tako? Zakaj ženske se več s tem ukvarjajo kot moški? Ženske prehrana zanima. Zanima jih zdrav lifestyle, zanima jih, kaj lahko naredijo, da so boljše one, da kuhajo dobro za družino, za partnerje in tako naprej. Ne? Veliko bolj so vpete v ta sistem priprave in uživanja hrane. Pa moški so ponavadi tudi tako, a veš, kaj boš ti meni govoril, kaj ne. Ja, ne me pametuješ. Seveda. Tako da, več razlogov. Ok, v bistvu, poleg intoleranc, bomo zdaj dali malo glasbe, pa se vrnemo še čez nekaj trenutkov, bomo povedali še nekaj sladkega o Jernejevim. Če je Jernej, kako sklanjaš? Jernejevim? Ja. Torej, Ja, valjda. ja, ok, ker če ne je Jernej. Skratka, naš gost, kaj bo jedel za kosilo danes. Dobro jutro vsem skupaj, vsem tistim, ki ste se nam pridružili, mogoče šele pri čisto zadnjih izdihljajih našega intervjuja z Jernejem Ugrinom, ki nam je prišel danes marsikaj obelodaniti, marsikaj bomo spremenili sami verjetno, še na kaj se prilagodili, ampak ti si rekel sam, da ti nimaš cheat food, ne podpiraš tega, ne obstaja ti, zate bi morali torej obroki biti vedno nekaj prijetnega za tistega, ki bo zdaj nekaj pojedel. Tak je idealen plan. Ok. Ja, zdaj čist vedno ne bo to ful prijetno, pa ne bo lih tista najbolj ljuba izbira, ki bi jo radi, ker pa bi vsi skozi jedli fast food. Prehrana modernega človeka mora imeti omejitve. Nujno. Ker je prehransko okolje zelo neprijazno pa nehvaležno. Ne? Za 50 centov kupiš nekaj, kar ima 250 kalorij. Čokoladko. Ma ti se ne prekršiš z ničemer. Mislim, Ja, se Vidiš? ne vzemam tega kot prekršek ali pa kot cheat meal, cheat food, ker kaj se iz tega zelo hitro zgodi? Če jem dobro hrano, sem priden in sem dobra oseba. Če jem slabo hrano, sem grešil. In moraš splošiti. Jaz sem najslabša možna oseba na svetu. In se moraš kaznovati. And I don't deserve better. Če Tako da ti iz tu, ki gre pa samo še navzdol. Po mojem, če ti vzameš čokoladico in se s tem prekršiš, kalorije takoj duplo. Duplo, ja. Takoj dvojno, se takoj ti poznamo z olji. A veš, v tvojih mislih je pa tako, zdaj sem se prekršil, zdaj vseeno, grem kaj do naprej, ponedeljka ja. delam in v Itak. ponedeljek začnem na novo. Tako se obračajo leta in leta. Tako vidiš. Ja. Na osnovi česa se v bistvu odločiš, kaj boš tisti dan jedel? Je to čisto neka praktična odločitev ali... Imaš jedilnik vnaprej pripravljen, si pripraviš za vsak teden v nedeljo. Včasih pripravlja plan kosil, ker kosila so tisti obroki, ki pogosto Grejo izven nadzora. Ko grejo izven nadzora, zato ker je sredi dneva, največ se dogaja in jih je včasih fajn malo splanirati. Ne. Kako jih midva sestava, v bistvu greva po teh 4 korakih za spedenen obrok. Vir beljakovin, vir zelenjave oziroma sadja, ampak pri kosilu ponavadi bolj zelenjava, pa dober vir ogljikovih hidratov, vse skupaj na ne preveč maščobe, to so 4 koraki. In potem se sprehodiva, pogledava, kaj imava doma, kaj rabiva kupiti, kaj znava skuhati in iz tega nastane plan. Danes imava recimo od tašče nekaj. Torej nisva Gremo gibati, jaz mislim, da če tako rekel, mislim, da je sarma. Ne. Podobno, ampak je v bistvu v pečici neka govedina, krompir, korenje, pa v neki taki gosti omaki, vse skupaj. Kaj pa zagovarjaš, torej ful se govori o meal prepu, torej da v nedeljo si skuhajo za vas teden, naprimer raznoliko prehrano, si ti kdaj to tudi počneš, čeprav verjetno glede na službo, ki jo opravljaš, imaš več ali manj štedilnik pri roki in si lahko sproti kuhaš? Ja, ni mi treba tega delati, ker sem skozi doma in to se sliši, da nimam lajfa. Ne, veliko sem doma in tudi veliko doma jem, tako da mi ni treba vnaprej pripravljati veliko stvari.
Ampak meal prep je lahko ful koristen za tiste, ki pa nimajo veliko časa, ki niso veliko doma, ki hrani ne morejo nameniti veliko pozornosti. A ne. Napečeš kilo mesa in ješ to 3 dni. Top. A ne. To je ful uporabno. Isto lahko spečeš ful zelenjave ali pa jo samo narežeš, da je ti ni treba rezati vsakič posebej. In že to je neke vrste meal prep. Kakršenkoli korak, ki ga lahko vnaprej naredimo, je zelo koristen za takrat, ko se nam mudi. Tako da priporočam tistim, ki časa nimajo. Mi pa se ti zahvaljujemo za tvoj čas, da si se danes tako zgodaj pripeljal za nas iz Ljubljane. Boš sicer izkoristil dan tukaj v Istri, boš pri nas, kam se odpravljaš ali greš domov? Grem kar domov, imam še veliko stvari za narediti, tako da na hitro se bom tam sprehodil do morja, to je pa to. Kdo ve, kolikokrat lahko ješ ribo, beljakovinski obrok tukaj, kakšen meter od morja, to si možeš danes privoščiti. Sliš se dobro. mogoče ste me prepričali. Evo, vidiš. Kaj bo rekla tašča? Bravo. Hvala, Jernej, bodi dobro. Hvala. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Kapris. Dobro jutro, Radio Kapris.